Pozdravljeni. Zopet je na vrsti naš običajen tedenski komentar novic, kjer si bomo kot ponavadi pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi tokrat, kot je že malce v naši navadi, se bomo ustavili pri 4 različnih sklopih novic oziroma 4 temah. In vkolikor vas zanima, kaj piše v citiranih člankih, imate bližnjice do originalov navedene v samem opisu. Kot dobro veste, slika v barvah pomeni, da navajam vse tisto, kar sem prebral v že prej omenjenih člankih. Ko se ta spremeni v črno-belo, pa dodajam moj osebni komentar, moj pogled na tisto, kar sem videl zapisanega. Tako, tudi tokrat smo ponovili malce drugačni format, zato se kar takoj lahko lotimo prve današnje teme. Danes se bomo najprej ustavili pri članku, ki je bil objavljen 11. februarja na spletnem portalu GP Blog. Tu je bilo moč zaznati kar nekaj skrbi okrog projekta pogonskega sklopa ekipe Red Bull. Kot vam je dobro znano, Red Bull Powertrains v sodelovanju s Fordom pripravlja nove enote za sezono 2026. In avtorji navajajo kar nekaj govoric, da imajo pri tem projektu že kar velike zamude. Govori se o moči, ki naj bi bila pričakovana, in predvsem o zanesljivosti same enote. Situacija naj bi bila že tako huda, da bi lahko celo Max Verstappen zapustil Red Bull in odšel k tovarniški ekipi Mercedes. A tu, kot običajno, je treba dodati kar nekaj. Najprej to, da so pravzaprav motoristi začeli z delom na novih pogonskih sklopih šele 1. januarja 2025. In verjetno do začetka sezone 2026 je še kar nekaj priložnosti, da bi določene malenkostne pomanjkljivosti odpravili. In drugič, kje pa piše, da pogonski sklop Red Bull Powertrains Ford bo tako porazen, čeprav avtorji navajajo, da bi lahko bil celo Audi boljši. Treba je povedati v tej točki, da pravzaprav velja tisto, kar je pred meseci omenil Christian Horner, da pri Red Bullu nimajo izkušenj, nimajo tistega znanja, ki so ga na primer pri Ferrariju zbirali cela desetletja. In seveda že prej citirani Audi je bil prisoten v mnogih drugih kategorijah, kjer je zbiral kadre, izkušnje ter znanje. A kot običajno bomo skupaj ugotovili, kaj se dogaja, novica kot taka pa lahko začne zbujati zaskrbljenost tudi pri nas, navdušencih. Kaj bo z Red Bullom, bomo dokaj hitro spoznali približno čez leto dni. Mi pa pojdimo k drugem današnjem sklopu. Današnji drugi sklop je po svoje bistveno bolj zaskrbljujoč kot tisto, kar smo obravnavali v prvem delu. Namreč, kot poroča italijanska verzija spletnega portala motorsport.com 11. februarja, naj bi pri ekipi Alpine letos v resnici uporabljali lansko šasijo. O tem nam priča posnetek iz družbenega omrežja X, kjer vidimo, kako se lepi tista tablica nalepka na notranji del šasije. In dobro je razvidna oznaka modela, torej A525.
ampak na koncu je zaporedna številka šasije, ki je v tem primeru 5. Logično je sklepati, da v tako kratkem času pri ekipi iz Enstona niso napravili 5 novih šasij, ampak da verjetno štejejo naprej od tistega, kar so napravili lani. Torej, da šasija modela A525 bo v resnici samo olajšana izpeljanka onega, kar je nosilo ime A524. In to je po svoje izjemno zaskrbljujoče, namreč lahko se zgodi, da bi bilo kaj takega dobesedno trend. Morda se kdo spomni, kaj se je dogajalo pri ekipi Haas med sezono 2020 in 2021. Uporabljali so isto šasijo dobesedno v mnogih primerih. Tista izrabljena je bila po večini dirk v rokah Nikite Mazepina, ki je že tako ali drugače imel kar nekaj težav. A menim, da ekipa Alpine letos ne bo edina, ki se bo posluževala tega, imenujmo ga trika, samo z izgovorom, da bodo vse resurse nekako usmerili v projekt bolida za sezono 2026. Zakaj govorim o triku? Ker so letošnji bolid začeli delati in projektirati v lanski sezoni, od 1. januarja 2025 pa lahko začnejo z delom na tistem novem projektu, ki bo seveda prišel na plan v naslednjem letu. Torej, tu mi nekaj nekako pride skupaj, zakaj bodo pri Alpinu rabili starejšo šasijo, seveda v modelu, ki verjetno sploh ne bo imel nobenega razvoja. Videli bomo skupaj in upam, da mnogi drugi se ne bodo posluževali prav istega trika. A ugotovili bomo skupaj, kajti predstavitve so pred vrati. Poglejmo si, kaj se je zgodilo v tretjem današnjem sklopu. V tokratnem komentarju novic bo tretji in tudi četrti sklop posvečen ekipi Williams. In najprej se bomo ustavili ob izjemno pozitivni novici, ki je bila objavljena na uradni spletni strani Formule 1 f1.com 11. februarja. Ekipa iz Grova ima, lahko bi dejali, končno novega glavnega pokrovitelja. In to je podjetje Altasian. Torej, Williams se počasi pobira iz tistega brezna, v katerega so nekako bili potisnjeni ob izgubi prejšnjega glavnega pokrovitelja, podjetja Rukit. In treba je povedati, da ta prihod pomeni, če ne drugega, veliko finančno stabilnost. A treba je dodati še nekaj. Verjetno marsikdo se sprašuje, če na fotografijah, ki smo jih bili deležni ob tej predstavitvi, nekaj manjka. Verjetno se spomnite, ko je prišel Carlos Sainz mlajši v ekipo Williams, so se na bolidih takoj pojavili sicer nekoliko manjši napisi Santander. Če pogledamo tiste uradne razglase, ki so na voljo še zmeraj na svetovnem spletu, je banka Santander pokrovitelj ekipe Williams tudi v sezoni 2025, čeprav napisov do tega trenutka nismo videli, vsaj ne na tistem uradnem delu programa. A brez skrbi, uradna barvna shema bo predstavljena čez nekaj dni in verjetno bo tudi tam kakšno presenečenje. Karkoli nam kažejo v tem trenutku, je edino in izključno začasno. A treba je poudariti nekaj, kar seveda mnogi navdušenci marsikdaj preslišijo. Več kot ima ekipa reklamnih napisov, bolje je zanjo, kajti pomeni, da je tržno zanimiva.
In ni nobena skrivnost, da mnoge ekipe tam proti dnu lestvice v prejšnjih sezonah niso dosegle tiste omejitve proračuna, ki je postavljena na 135 milijonov dolarjev. Torej, Williams letos, podobno kot ekipa Haas, bo lahko imel na razpolago bistveno več sredstev, kar bi lahko pomenilo tudi boljše rezultate na progi. A o tem se bomo verjetno malce bolj poglobljeno pogovarjali v naslednjih mesecih. Za danes nam ostane še naš 4. sklop. Za konec pa kot običajno tista rahlo bolj lahkotna tema. Ustavili se bomo pri objavi na spletnem portalu motorsport.com iz dne 10. februarja leta 2025. Tu smo lahko prebrali, da bo Jacques Villeneuve postal ambasador ekipe Williams. In treba je dodati, da svetovni prvak iz sezone 1997 bo skupaj z Jensonom Buttonom in Jamie Chadwick tvoril ta trojec, ki bo ekipo Williams nekako skušal predstaviti svetu. Po svoje menim, da Jacquesa Villeneuva ni potrebno posebej predstavljati. Mnogi navdušenci radi prebiramo njegove komentarje, njegove misli, nekateri se strinjajo z njimi, drugi ne, ampak vseeno Jacques Villeneuve je zagotovo nekdo, ki predstavlja Formulo 1 že tako ali drugače in v vlogi ambasadorja ekipe Williams je po mojem skromnem videnju popoln. Jenson Button je res bil v ekipi Williams, ampak svoj vrhunec je doživel drugje, seveda v ekipi Brown in lahko bi dejali tudi kasneje v McLarenu. Medtem ko Jamie Chadwick, seveda bila je član tiste vozniške akademije ekipe Williams v preteklosti, ko je nastopala v W Series, je bila res za razred ali dva boljša od vseh ostalih nastopajočih, ampak sedaj v tisti nižji stopni serije IndyCar je imela kar nekaj uspehov, ampak ni se še prebila v tisto glavno kategorijo, ki jo verjetno večina publike spremlja. In tu se lahko začnemo spraševati, kakšno ozadje mora imeti nek voznik, da postane ambasador določene znamke. Za Jacquesa Villeneuva je ekipa Williams nekako logičen izbor, ampak zakaj je tu Jenson Button, zakaj je tu Jamie Chadwick? Vidimo lahko, da te vloge pri drugih ekipah pokrivajo profili, ki so verjetno zbrani po čisto drugačnih kriterijih. Ampak konec koncev, a važno je, da bodo ekipo Williams kot ambasadori dobro predstavili in pomagali dobiti še kakšnega novega pokrovitelja ter navdušenca. A za danes, kot ste razumeli, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.